vrsti sem bil v zadnji, zato sem zdaj manj presenečen, ampak v zvezi z raziskavo arhitekture Hieronimih cerkva je nastal malo daljši zapis in gotovo seveda v tem omenjenem časovnem okviru ne bo mogel biti predstavljen. Jaz sem pripravil za današnje srečanje pač nek zgoščen prikaz, ki ga bom, upam, uspel predstaviti v teh 15 minutah. Tako kot v bistvu že naslov kaže, so predmet raziskave Hieronimove cerkve. Naša pozornost je omejena na slovenski prostor, na tej karti so označene. Na las sem dodal tudi nekaj cerkva, ki so dokumentirane v tem zaledju Hrvaške Istre in na Tržaškem, z namenom, da nekako pokažemo to relativno precej očitno zaokroženost teh cerkva. Cerkveno statusno so te cerkve v večini primerov podružne cerkve, z izjemo cerkve v Kozani, ki je župnijska, kar spet pomeni, govori o dejstvu samo po sebi. V samem metodološkem pogledu ima raziskava nekako dve problemski jedri. Prvo se dejansko nanaša na po svoje zanimiv problem medsebojno povezanosti patrocinija na eni strani in značilnosti sakralnega prostora. Ta značilnost seveda ni izvorna za krščanski sakralni prostor. Vemo, da se svetništvo kot neka nova dimenzija krščanskega sakralnega prostora naknadno upelje v sakralni prostor, recimo tam konec 4. začetek 5. stoletja. In vsekakor pa lahko rečemo, da je ta nova vsebina zelo temeljito predrugačila tudi arhitekturo sakralnega prostora. Predstavljene so neke značilne spremembe, ki so pogojene s tem, ampak jih tukaj seveda zaradi omejenosti časa ne bom posebej predstavljal. Lahko jih samo omenimo, gre za kripte, gre za množenje števila oltarjev, gre za preoblikovanje samega koncepta sakralnega prostora od enosmernosti k večsmernosti do relikvijarjev in seveda izjemno bogate infrastrukture, ki se je razvijala zlasti v teh relacijah k glavnim božjepodnim svetiščem, ki so obvladovala pač krščanski svet skozi ves srednji vek. Drugi, dejansko obsežnejši problemski sklop pa predstavlja analiza izbranih cerkva z nekim posebnim ozirom, torej soočenje njihovih značilnosti z arhitekturno-arhetipsko matrico sakralnega. Ta arhetipska matrica se je nekako izoblikovala v dosedanjem študiju primerjalnih analiz različnih svetiščnih kompleksov od antike do danes. Malo za šalo, malo za res bi lahko takole ilustrirali z igračo poznano babuško. V načelu pa kaže na 3 sklope arhetipskih prvin. Sklop pogojev, sklop, ki so tukaj predstavljeni s temi šrafurami, potem sklop razmejitev oziroma medsebojnih povezav in tretji sklop, ki je enako zanimiv, sklop medsebojnih razmerij, torej tudi razmerja med ovoji in razmejitvami prepoznavamo, da imajo neke arhetipske poteze. No, za današnji prikaz bi v nadaljevanju seveda se osredotočil samo na eno tako arhetipsko prvino in sicer izbral sem si arhitekturno lupino, ki sicer po tej arhetipski logiki sodi v sklop razmejitev, kajti arhitekturna lupina dejansko razmejuje notranji osrednji sakralni prostor od zunanjega. Seveda je tudi, lahko bi rekli, za sakralno arhitekturo ena najznačilnejših prvin, preko katerih
tudi, lahko bi rekli, tudi laično okolje najprej prepoznava in razlikuje sakralno arhitekturo od ostale arhitekturne tipologije. No, zdaj, pri tej analizi lahko izpostavimo nekaj vidikov, lahko bi jih seveda več, ampak dejansko za današnjo rabo sem jaz izbral naslednje. Torej, prvi tak vidik je razmerje zunanjost-notranjost. V resnici arhitekturna lupina v pomembni meri oblikuje to razmerje. Če pogledamo cerkve, ki so bile obravnavane, vidimo najprej, da seveda njihova zunanjost ni pretirano ambiciozna, gre za neko relativno zadržano oblikovanje, tudi členitev volumnov je relativno skromna, recimo členitev prezbiterija od prostora za vernike je komaj nakazana z rahlim pregibom. To osnovno maso nekoliko v bistvu obogati ali kakšna stranska kapela, zvonik ali pa lopa. Recimo edino pri cerkvi v Jeronimu nad Vranskim vidimo nekoliko ambicioznejše zasnovano arhitekturno lupino, kjer se v zunanjosti na pregibu ploskega prezbiterja pojavljajo ti stebriči, še en daljni spomin na ločne opornike, ki so bile značilne za gotske prostore. Druga značilnost v tem odnosu je, da v pretežni meri oblikovanje zunanjosti sakralne arhitekture, kjer cerkva napoveduje notranjo logiko ali notranji značaj arhitekture. To je sicer zelo značilen pristop pri snovanju sakralnega prostora, ampak ne edini. Gotovo pa je pri teh Jeronimih cerkvah prevladujoč. Torej, ko vidimo zunanjost, si praviloma že ustvarimo podobo glavnih značilnosti notranjega prostora in v resnici nas obisk notranjosti potem praviloma bolj in manj nam potrdi to naše pričakovanje. Seveda imamo tukaj primer notranjega, recimo značilnega notranjega prostora, ki hkrati ilustrira tudi to že prej napovedano introvertiranost teh cerkva, ki so bile predmet analize. Torej, glavno bogatstvo teh cerkva se praviloma skriva v notranjosti, ne pa toliko v zunanjosti. Seveda, to bogatstvo, ukolikor lahko o njem govorimo, je v glavnem vezano na oblikovanje oltarjev, delno seveda tudi na samo zasnovo pobočnih sistemov, s katerimi je ta prostor navznoter pokrit. Torej, če sem prej govoril o tej zunanji, o principu, po katerem zunanjost napoveduje notranjost, imamo seveda v sakralni arhitekturi tudi drugi princip, ko seveda ta zunanjost, izoblikovanje zunanjosti nekako hote ali pa tudi nehote prikriva to notranjo logiko. Zdaj, ta princip je bil zlasti značilen in se je izjemno bogato razvil prav v baroku. Seveda tukaj v sklopu naših cerkva imamo ene nastavke tega principa prav v tej starodavni cerkvi Svetopolovski, ki je navzunaj popolnoma preprosta, prizmatična forma, v kateri v notranjosti pa vidimo zelo jasno členitev na ladjo in prezbiterij, seveda logično po zaslugi nujno potrebne statične opore, zato da je preko tega odebeljenega zidovja lahko stavbar zgradil obok in s tem v bistvu naredil prostor, ki je učinkovit. V notranjem prostoru je zlasti posebna pozornost bila namenjena zapiranju tega prostora navzgor in tukaj v teh naših obravnavanih Jeronimih cerkvah vidimo cel razpon od preprostega lesenega stropa, ki bi lahko bilo tudi vidno ostrešje, potem preprostega ometanega stropa v koritnicah,
potem seveda izjemno elegantnega gotskega rebrastega oboka v Jeronimu in seveda mogoče najbolj običajnih baročnih ali pa v baročni maniri izpeljanih obokov. Tukaj vidimo, da je ta obok bil kasneje ustavljen, ker imamo v obodnih stenah postavljene ojačitvene pilastre, ki so bili potrebni za to, da so lahko pač statično to novo konstrukcijo uspešno ustavili v ta prostor. Torej, ti prostori so po eni strani zelo preprosti, hkrati pa ne kažejo ambicijo, da v ta prostor vnesejo vsaj nekaj žlahtnosti. Poseben del arhitekturne lupine, ki je bil vedno predmet posebno skrbnega premisleka, je pročelje. In tudi v teh naših preprostih cerkvah, ki so bile predmet analize, najdemo celo vrsto zanimivih rešitev. Torej, prvo, kar lahko rečemo, je, da pročelje teh cerkva v pomembni meri določajo zvoniki. Torej, prav ta voluminoznost zvonikov, lahko bi rekli, da prevzame vlogo pročelja. Vidite, recimo tukaj v Ivanjem selu, pa tudi na nalosu, podobno je v cerkvici v Čeljah, ta zvonik praktično prekriva skoraj celotno pročelje in mu prav v tej parterni partiji, kjer imamo ta zvonik prebit na vse tri strani, daje neko novo prostorsko dimenzijo, neko prostorsko razširitev, seveda tudi logično vertikalni poudarek. Ta zvonik je v večini primerov sicer postavljen v os cerkve, imamo pa tudi seveda rešitve, ki takole kot na nanosu oziroma v Jeronimu, kjer je postavljen asimetrično ob enega izmed robov tega osrednjega volumna in hkrati vidimo tudi, da so primeri, ko je ta dejansko zvonik ugrajen v spomen arhitekture in s tem seveda ustvarja navznoter nove, recimo, medprostore med samo pročelno partijo in osrednjim bogoslužnim prostorom. Cerkev v Topolovcu, recimo poleg cerkve v Božjem Marinu, sta primera najbolj preprostih rešitev, ki so značilne za istrski prostor, ko v bistvu je zvoniček izraste iz pročelja, tako imenovan zvonik na klesvico, in je doživel seveda v slovenskem prostoru celo vrsto zelo kvalitetnih reinterpretacij in variacij. Hkrati seveda poudarja to osrednjo vertikalno os pročelja. In seveda zanimiv primer je tudi primer v Kozani, kjer zvonik stoji samostojno, torej s tem razbremeni pročelje in je zato lahko pročelje, kot bomo videli, takole nekoliko izjemoma bolj ambiciozno oblikovano, torej ta ploskev je razštenjena s pilastri, s tem v tem soncu učinkuje pismo bolj klasično od sicer teh gladkih ploskev, ki smo jih gledali pri ostalih cerkvah. Zvonik kot samostojni element pa seveda v prostoru ustvarja neko samostojno prostornino zunaj cerkve, ki je prav tako zanimiva z vidika arhetipske analize tega prostorskega ovoja, ki mu rečemo fano in obkroža bogoslužni prostor navzven. Pri pročelju je še ena zanimivost, ko gledamo te Hieronimove cerkve, da imamo nekako dve logiki razširitve te prostorske prvine pročelja. Sicer navzven imamo poleg zvonika potem še ložo, tako v Koritnicah kot v Božjem Marinu. Sicer v Božjem Marinu je bila zgrajena zadnja leta, medtem ko v Koritnicah je starejša.
in ne vsebuje ali pa ne funkcionira samo kot nekakšen nartex, kot predprostor, predmestni prostor, pred vstopom v bogoslužni prostor, ampak je del te lope urejen kot dejansko shramba, kot nekakšna kašča, v katero so po ohranjenem izročilu kot romarji, ki so prihajali sem, odlagali svoje votivne darove in so bili potem shranjeni v tej kašči. Torej, navzven vidimo, da te tudi preproste cerkvice dobivajo neke nove prostorske ureditve, ki, lahko bi rekli, stopnjujejo učinkovitost prehoda v osrednji prostor. Navznoter pa vidimo, v kar nekaj primerih imamo tudi v teh preprostih podružnih cerkvah kor, torej, ki zopet svojo nižino in svojim volumnom vzpostavlja spet nek umesen prostor med zunanjostjo in notranjostjo. Ta korna partija, vemo, je v baročnih cerkvah, v baročni arhitekturi bila izjemno pomembna in tudi zelo domiselno izrabljena za stopnjevanje učinka kontrasta, ko je posameznik vernik stopal iz zunanjega prostora v notranji prostor. No, ne smemo tudi mimo te osrednje točke prehoda iz zunanjosti v notranjost, torej točke prehoda skozi arhitekturno lupino. Glavni vhod je vedno oblikovan skrbno, torej tudi v teh najpreprostejših cerkvah vidimo, da je ambicija ta prehod utrditi in ga kvalitetno opremiti z kamnitim portalom. V Jeronimu sicer samo to značilno vodstvo s porezanimi vogali, kar v ometu, in ambiciozneže, recimo v Kozani in na Nanosu, ker vidimo zlasti v Kozani, da je temu motivu portala dodan še motiv stopnišča in nad portalom še niša z marilnim kipom, ki vse skupaj seveda v merilu celotnega pročelja ustvarja eno učinkovito, lahko bi rekli, arhitekturno potezo z zelo jasnim označevalcem tega osrednje točke vhoda. Medtem ko na Nanosu praktično imamo nekako naloženo na sam portal še en dodaten arhitekturni motiv, ki daje temu glavnemu vhodu dodatno veljavo. No, pri arhitekturni lupini pogosto pozabimo na streho. V arhitekturnih krogih pogosto strehi rečemo peta fasada. Meni se je zdelo zanimivo pokazati ta dva primera strehe na Nanosu in v Topolovcu. V Topolovcu seveda samo ohranjene v fragmentih, torej kamnite strehe. Ravno uporaba avtohtonega materiala za oblikovanje in prekrivanje strehe dejansko vzpostavlja en čist drugačen učinek celote in stopnjuje monumentalnost, ker gre za v bistvu nek enovit videz, ki se vleče od sten preko venca, ki včasih seveda takole, kot gledamo ta prezbiterij Nanoške cerkve ni imel žlebov, v samo strešino. Torej, ta enovita obravnava v majhnem merilu dejansko stopnjuje monumentalnost. Sveda posebno poglavje so seveda strehe zvonikov, ki po eni strani so izraz lokalne kulture, materialnosti, ki jo omogočajo, ali pa časovne pripadnosti, če vzamemo recimo primer Ivanega Sela, ali pa mogoče celo avtorjeve poetike, v Kozani zgrajen preprost zaključek, pa je po risbah mojstra Plečnika. No in še za zadnji vidik, ki bi ga v tem našem srečanju predstavil, svetlobni koncept, ki je izjemno
pomembna prvina krščanskega sakralnega prostora in sakralne arhitekture nasploh. Seveda logično, da arhitekturna lupina igra pomembno vlogo pri svetlobnem konceptu, zaradi tega, ker ta prostor zapira, ta prostor, torej arhitekturno lupino predirajo okenske odprtine. Seveda rekonstrukcija svetlobnega koncepta v teh obravnavanih cerkvah praktično je zelo težka, ker so te cerkve v stoletjih, kadar so bile zgrajene, doživele celo vrsto obnov in je danes praktično ta učinek relativno težko berljiv, ampak vendar, vidimo recimo to značilno zgodnje srednjeveško logiko skromne osvetlitve, kot je značilna za cerkev v Topolovcu, pri kateri recimo prezbiterij sploh nima samostojne svetlobne odprtine, samo v cerkveni ladji imamo dve majhni liniji, skozi katere prihaja svetloba, zdaj je to težko videti, ker je ta strop podrt in je ta prostor osvetljen od zgoraj. Potem seveda enako neverjetna situacija v tej cerkvi v Jeronimu, ker je v izvorni zasnovi dejansko sleherna ploskev med temi pobočnimi polami torej imela samostojno okensko odprtino in je ta prostor kljub temu, da seveda ni bil zasvetljen s prozornim steklom, le ustvarjal neko zelo posebno svetlobno atmosfero, precej drugačno od te, ki smo si jo ogledali pri Topolovcu. Ali pa potem ostale cerkvice, pri katerih se zlasti kažejo momenti baročne logike, ko imamo cerkveno ladjo ali prostor za vernike kolikor toliko enovito osvetljen in potem seveda prezbiterij, čeprav v skromnih dimenzijah, samostojno, nekako točkovno osvetljen z nekakšnim reflektorjem takole od strani skozi bočno okno. No, en tak lep primer tega baročnega koncepta je nesporno tudi cerkev v Kozani. Ta fotografija zgornja seveda je bila narejena pohodna, zato seveda ta osvetlitev prezbiterija ni prisotna, ampak v cerkveni ladji pa vidimo vse te značilnosti, torej okna skrita visoko nad poglede človeka, ki stopi v cerkev, zadaj za dvorom na pročelno steno in s tem se ustvari enovita, enakomerna osvetlitev, znotraj katere seveda zaživi kvalitetna oprema oltarja. No, in za konec, torej gotovo je svetlobni koncept pomembno pogojen tudi z orientacijo, torej na kakšen način je sakralna stavba postavljena v prostor. Pri terenskih ogledih, ki so bili opravljeni med pripravo tega prispevka, so bile izdelane tudi sicer zelo grobe meritve orientacije z magnetnim kompasom, ampak zanimivo je, ko smo to nanesli na diagram, v resnici se lepo kažeta dva prevladujoča snopa te orientacije med 25 in 39 stopinjami. Za kaj več bi bilo potrebno vsekakor narediti temeljitejše raziskave, same meritve, pa tudi seveda navezati sodelovanje s kakšnim arheoastronomom. Vsekakor pa se vidi, da je tudi orientacija teh cerkva bila predmet temeljitejšega premisleka. No in če zdaj sklenem, zaključek bi pa kar prebral, da bom dovolj kratek. Soočenje Hieronymovih cerkva z arhitekturno-arhetipsko matrico sakralnega je pokazalo presenetljivo obsežen nabor arhetipskih
prvin primerljiv z njihovo prisotnostjo najvidnejših dosežkih krščanske sakralne arhitekture. Ugotovljena dejstva kažejo, da zavedanje o moči domišljenega učinka sakralnega prostora na uporabnike v preteklosti ni bilo zgolj kurioziteta prestižnih in najbolj strateško pomembnih sakralnih kompleksov, temveč se, kot je raziskava pokazala, prepričljivo kaže tudi v najfinejši plasti po pomenu domala obrobnih podružnih cerkva, saj s preprostimi arhitekturnimi interpretacijami arhetipskih prostorov spostavljajo slikovite prostore človekovega obrednega soočanja s presežnimi. Te njihovi naravnanosti, očiščenja ambicij po arhitekturni ali ideološki oziroma institucionalni nadvladi v oziroma nad prostorom se nam razkriva njihova nepogrešljivost za prepoznavanje